Hej, Vita, živjo, Mojca s tabo. Danes majčkeno več o polni luni, ker gremo proti polni luni, zelo kmalu jo imamo. Bi mogoče malce več o polni luni, kakšne so energije takrat, kaj je fajn, da o polni luni veš, oziroma kaj je fajn, da takrat delaš. Tako da to vprašanje sem tudi dobila, da majčkeno več povem, tako da evo odgovarja. Kaj je polna luna? Polna luna je v bistvu, če zdaj čisto laično rečem, ko na nebu vidiš tisti krogec, ki sveti, a ne, in je okrogle oblike, da se malce pohecam, a ne. Skratka, polna luna ima zelo močno žensko energijo, ki jo ob polni luni, bom rekla, je fajn uravnovešiti. To pomeni, da sploh mi ženske, a ne, ko je polna luna, da se majčkeno skrijemo v svojo hišico in malce pogledamo o svojem ravnovesju. Nekako kje kaj štrli gor ali pa dol. Fajn je majčkeno pogledati te stvari in na podlagi svojih ugotovitev urgirati, a ne. To pomeni, da je treba iti potem v neko akcijo, da se ta zadeva uravnovesi, a ne. To recimo, če zdaj povem na nekem primeru, če smo preveč v akciji, a ne, če smo preveč v moški energiji, potem se je fajn majčkeno ustaviti in tudi zase poskrbeti. To pomeni, da greš v svoj mir, da si daš neke svoje trenutke, ki te polnijo in te stvari, da enostavno to uravnovesiš, a ne. Če mi ženske, če smo preveč v moški energiji, se preveč praznimo. To pomeni, da enostavno baterije prazniš in pol si tečna in ti gre vse na živce in bog ne daj, da kakšen otrok reče: "Mami, jaz bi to," ke ga nahrulaš, a ne. Tako da to je zelo pomembno, da enostavno skrbiš za svoje ravnovesje. Evo, to je zdaj polna luna, ki nam gre na roke, da malce pogledaš vase, pogledaš, kje si, ali si v ženski ali moški energiji, in enostavno nekaj narediš na tem, da se uravnovesiš, a ne. Zato, da če te otrok pol vpraša: "Mami, jaz bi pa to," da mu rečeš pač ali z veseljem ali pa počakaj v miru, a ne, ne da se zdereš pol na njega, a ne, ker otrok ni nič kriv. V tem smislu, a ne. Zdaj pa, to sem zdaj dala neki primer, ne vem zakaj, očitno mora nekdo to slišati. Skratka, zdaj pa, če gremo še na polno luno, kot tako, kot obredi, kot bom rekla, energije same polne lune so nabite z manifestacijo, z energijo. Fajn je, da takrat si pripraviš lahko tudi pač neki svoj obred, ali zmanifestiraš nekaj, karkoli, kaj je zdaj to manifestacija. To je v bistvu, bom rekla, težnja k nečemu, da se uresniči, a ne. To je zdaj moj pogled, a ne, vsak ima drugačen pogled, ampak manifestiramo pač nekaj, kar želimo, a ne. To pomeni, če jaz želim nov avto, ga manifestiram. To pomeni, da bom vse naredila v tej smeri, da ga pač dobim oziroma kupim oziroma, ne vem, dam na lizing ali karkoli pač že. Torej, to je manifestacija, a ne. To pomeni, da ti deluješ v tej smeri, da potem to željo uresničiš, ali da pač nekaj dobiš, kar si želiš, karkoli pač že to je, ali pa da greš v notranji mir, pač to manifestiraš, a ne. To je zdaj, smo zelo različni, eni bolj materija, eni bolj pač karkoli pač, no. Ni tule zdaj to pomembno. Je pa tudi pomembna še ena zadeva, in sicer pri luni je fajn vedeti, luna potencira. In pri luni je fajn vedeti,
da tudi gremo potem v neki mir, zato ker bomo podprti in nam bo Luna potencirala ta mir. Zdaj pa, če bomo mi živčni, pa bomo v stresu, pa ne bomo hodili v mir, oziroma ne bomo delali tega balansa, potem bo pa Luna ti pač stres potencirala. Pač polna Luna potencira. Zdaj pa, kaj boš ti v tem času manifestiral ali pa ne vem, v katerem stanju boš, je pa to tvoja odgovornost. To pomeni, da enostavno moraš iti v en tak mir ali veselje ali radost, karkoli, da pač ti bo to potencirala polna Luna. Če pa boš ti v jezi, pa boš v pač teh nizkih energijah, žalosti, bo pa še več tega potem v tem obdobju. Tako da sam majčkeno, da to razumete. In je okoli polne Lune je fajn iti majčkeno vase, tako kot sem že prej rekla, pa pač ta balans iskati, zato ker ta balans nam potem bo, bom rekla, obsijan z Luno, torej ga bo Luna tudi potrdila oziroma podprla nam ga bo, to pomeni potencirala. Tako da na podlagi tega je fajn, da majčkeno tlele tudi paste, v katerem čustvu ste. To je že splošno znano, bom rekla, da v polni Luni se ljudem malo meša, da so vsi tako nemirni, nejevoljni, jezni, ne vem, neprijazni. Ja, Bog ved zakaj, Zato, ker enostavno, če se mi ne ukvarjamo s svojimi vzorci, prepričanji, z ranami, ne vem kaj vse, polna Luna ti bo to ven butnila, in ti bo rekla, nok, zdaj je čas, da malce pogledava in uravnovesiva, ne vem, jezo, zakaj si jezen, iz otroštva, to pa to. Okay. Da boste majčkeno razumeli, zakaj so ljudje tako nemirni ob polni Luni, zakaj se dogaja na cestah, kar se dogaja. Ker enostavno tisti, ki je nezadovoljen sam s sabo, deluje po teh vzorcih in prepričanjih, to itak vsi, da ne bo pomote. Ampak če ti nezavedno živiš po teh vzorcih, pa samo nezavedno pač podzavestno tisto jezo ven butaš in ne vem kaj vse, potem ti bo to pač zelo ob polni Luni potenciralo. In zato je pač ta nemir, še dodaten stres in v teh medsebojnih interakcijah predvsem. Ful pomemben, da to razumete, da niste pa še vi jezni na take ljudi, dajte jih pogledati zdaj z majčkeno širšega zornega kota, da enostavno pač Luna pritisne tam, kjer je treba ventil spustiti ali ozdraviti ali karkoli pač že. In zdaj, če pač nekdo še malo spančka, pa pač se ne zaveda tega, potem pač imamo take in drugačne reakcije. Tako da ne se še potem jeziti dodatno, pač dajmo razumeti te ljudi. Tako da nič nam rekla, da podpiram ali pa karkoli, ampak pojmo iti v sočutje in razumevanje. Tako da bo nam tudi lažje, da bomo lažje sprejeli take, kot so. Tako da ja, to je glede polne Lune. Jaz osebno na polno Luno tudi delam svoj obred detoksa. To pomeni, ali nekako sem samo na vodi, oziroma na limonadi, slani vodi, kakorkoli že, ali pa aloe veri. Če pa imam bolj naporen dan, potem pa nekaj zelo lahkega, so to kakšne pač juhe, kaše ali karkoli pač že, solata. Tako da vam toplo priporočam, da takrat tudi želodcu daste malo miru, ker bo tudi to polna Luna zelo podprla, in v bistvu potem se telo fizično sčisti, se sčisti in potem lažje lahko zadihamo in tudi lažje misli prihajajo v naš mental. Tako da je to zelo pomembno, da tudi razumete. Tako da, če imate možnost, dajte še pač v tej smeri majčkeno pogledati, na kakšen način se ob polni Luni lahko tudi podprete.
Ali pa za začetek rečeš, ok, danes je polna luna, pa nam jedla cukra, recimo, a ne. To je samo ena smernica, recimo, ali pa ne bom jedla, ne vem, neke skušnjave, karkoli pač že, a ne. Tako da je že to en tak kratek, mali uspeh, a ne. Potem pa lahko greste dalje, a ne, čez par mesecev pa lahko že ste tudi samo na vodi potem, a ne. Kjer je volja, je pot, jaz rečem, a ne, tako da. Je to, no. Jaz vas srčno pozdravljam, a ne, bo kar dovolj, da ne bom predolga. Polna luna potencira, če si se to zapomnila, sem jaz zdajle res naredila svoje. Če se pa še kaj več, pa toliko boljše. Če bi se rada poglobila v svoje vzorce, prepričanja, karkoli, da bi želela kaj spremeniti, z veseljem pomagam na individualni uri. Tako da linkati spodaj zgoraj. Drugače pa ob polnih lunah ponavadi imam kakšno zvočno kopel ali pa gong kopel. Tako da majčkeno tudi poglej na mojo spletno stran pod termine. In pa seveda srčno dobrodošla tudi na kakšno zvočno kopel, ki tudi zelo, zelo pomaga, sploh ob takem času, da nekaj odplaknemo, no, da nekaj predrugačiš, da stopiš tisti korak naprej, ker mencaš pa ne moreš, a ne, recimo. Ali pa sam enostavno se globoko spustiš in ta stres spustiš. Tako da je to že veliko tudi vredno, a ne, tako da, evo, jaz te srčno pozdravljam, želim ti vse dobro, polna luna je pred vrati, tako da te spodbujam, da naredi nekaj lepega zase, kakšno čokoladico vsaj manj pojej, a ne, pa čekiraj na svojem počutju. Če želiš kaj podeliti z mano, z veseljem preberem na infolavitas.si, mi pišeš in ti z veseljem tudi odgovorim. Takole, jaz ti želim vse dobro in se vidimo zelo kmalu. Vidite, živjo!